Papež Frančišek je 21. maja popoldne obiskal rimsko župnijo svetega Petra Damjanija. Osrednji dogodek je bila sveta maša, pred katero je spovedal nekaj župljanov. Najprej pa se je srečal z otroki, ki bodo letos sprejeli prvo obhajilo, z mladimi bolniki in ostarelimi, z družinami otrok, ki so bili krščeni v zadnjem letu, s člani neokatehumenske poti, pastoralnimi sodelavci in Karitasovimi prostovoljci. Papeževa homilija je izhajala iz Jezusove obljube svojim učencem med zadnjo večerjo, da jim bo poslal duha resnice. Sveti duh je v nas, vsakem izmed nas. Na nekem drugem mestu Nove zavezi nam apostol Pavel reče, naj varujemo svetega duha, naj ga ne žalostimo. V prvem Petrovem pismu pa beremo, da nam bo ta duh pomagal slaviti Kristusa v naših srcih. Peter pravi tudi, naj bomo pripravljeni na odgovor vsakemu, ki nas sprašuje za razlage, vendar pa je to potrebno storiti s krotkostjo in obzirnostjo, je poudaril papež Frančišek, ki se je na to zaustavil ob jeziku kristjanov. Nadaljeval je. Questo può aiutarci a noi a pensare come il nostro atteggiamento di cristiani. È un atteggiamento di dolcezza o di ira? Je naša drža krotkosti ali jeze in grenkobe? Jezik svetega duha je krotak, cerkev ga imenuje sladki gost duše. Saj je krotak, ki nam daje krotkost ter obzirnost. Vedno sprašuje druge in nas uči spoštovati druge. Hudič, ki nas zna oslabiti v služenju Bogu in tudi v tem varovanju svetega duha znotraj nas, pa bo naredil vse, da naš jezik ne bi bil jezik krotkosti in obzirnosti. Papež Frančišek je na to spomnil na temo, o kateri spregovori večkrat, na govorice in obrekovanje, na to, ter na notranje boje med verniki. Pogosto naletijo ljudje, ki se sicer približajo župniji v iskanju miru, obzirnosti in krotkosti. Tako razočarano odidejo, mi smo tisti, ki jih oddaljimo, ne dopustimo, da bi se nadaljevalo delo svetega duha, ki privlači ljudi. To je po papeževih besedah najbolj običajen greh v naših krščanskih skupnostih. Skupnost, ki ne varuje svetega duha s krotkostjo in obzirnostjo, je kakor kača z dolgim jezikom, kot tista, ki jo potepta Marija in jo upodablja tudi kip v cerkvi svetega Petra Damjanija.